Mi večkrat rečemo, da si moramo natočiti čistega vina in hvala ti za to čisto vino, zelo je okusno. Pa tudi žejni smo veliko krat, žejni pravice, blagorlačnim se zdaj omenjal. V tem času se zdi, kot da so ljudje žejni in lačni resnice, kot da so ljudje žejni in lačni, da bi slišali neko stvar, ki bi jih na nek način zresnila, ki bi jih ozavestila, kaj je prav, ki bi jim pokazala pravo smer. In večkrat rečemo, da je danes v cerkvi mi kristjani, mi laiki, nastavljamo hrbet v družbi za razne stvari, a ne tisti, ki bi pa morali tiste stvari živeti, tiste ideale, jih pa v bistvu totajo pod svojimi nogami. Kaj bi v tej stvari lahko rekel? Namreč jaz uporabljam tole razmišljanje, mimo Krškega teče reka Sava, vemo pa, kje izvira. V Krškem ne bom pil iz reke Save, pil bom pa iz reke Save, tam, kjer izvira pri Slaposavici. Kako bi to, bi se reklo, tisto pristno, neomadeževano, prečiščeno resnico, ki jo Bog na nek način želi, da bi jo mi razumeli, danes posredovali svetu, kljub vsem nasprotovanjem? Ne vem, težko. Problem sodobnega sveta je ta, no ti si nekaj podobnega zelo lepo rekel, ne? Sava in Sava, ne, tam je izvir, tlej še zmeri ta ista Sava, ne, ampak ti veš, da z te vode ne boš pil, ne, ampak če bi bil zelo žejen, ne, ja, bi verjetno tukaj segel, ne. Mislim, da je problem našega sveta, sodobnega časa, da smo zelo ženi in da potem nehamo biti izbirčni. Problem je to, da živimo na nek način v navideznem svetu, v neki navidezni resničnosti. Na nek način doživljamo svet kot, recimo temu teater, oziroma to, kar gledamo po televiziji, se nam zdi, da je res in potem skušamo živeti to, kar gledamo po televiziji. Govorim v smislu nekih popkulture, se pravi nekih nadaljevanj, filmov in tako naprej. Ne. Če to mogoče poenostavim ali pa zakompliciram, ne, pšanci, ne. Zdaj dobro, ne vem, očitno med vami vegetarijanca, ker recimo, da niste, ne. Vsi jemo pšance, ne. In ti pšanci so zrasli kje? Tam pod Žarencov in tovarni, to je pšanska, nikoli v življenju ni videl ne levo, ne desno, ne neba, ne sonca, ne trave, ne nič. Pšansk je bil, rekel, izvaljen samo zato, da bo zaklan, da bo prišel k meni na krožnik. To ni pšanc. To ni žival. To je nekaj umetnega. Ne? Ampak še zmeraj nimam druge besede za to, kot pšanc. Ne? Zdaj, vsi vemo, da prav pšanc je prosta raja, pri kmetu, ki je treba futiti, ki je treba paziti, da ga lisice ne odnese, ki je treba paziti, da še ptač po njega ne pride, ki ga treba paziti, da čez cesto ne teče, da ga avto ne povozi. Prav pšanca se treba malo pomatrati, ne? Treba investirati v to, da to je nek okus, ne, tega pšanca. Ne? Tisto je pa pod lupo tam, ampak še zmeraj je to pšanc, nimamo druge besede. In zdaj se lahko kregamo, da to ni pšanc, tole je pšanc. Ne? Ali pa paradajz, recimo. Vsi vemo, da je paradajz. Ampak kako lahko je sred zime jem paradajz? Tamle ne. Zato, ker smo ustvarili umetne pogoje, da smo to naredili in to še zmeraj paradajz, ampak to ni paradajz. Če okusaš, vidiš razliko, čutiš razliko, ne. Kakšen je ta spod lupe ali pa ta z domačega vrta, ne. In ker je najhujš, jaz, ker sem živel dolga leta v Ljubljani in se kupoval paradajz, ne vem, v Mercatorju recimo, sem se navadil na ta okus. In ko sem prišel domov, si vzgojil svoj paradajz, sem se mogel navaditi na ta okus, ker sem se navadil na unga. In to se nam dogaja. Mi smo se navadili na neke okuse, ker mislimo, da so pristni, pa niso. In se moramo naučiti spet, da vemo, kaj je pristno. Ne? Ampak za to pristno je treba nekaj truda, je treba v to nekaj vložiti. Ne? In to se nam dogaja. Mislim, kako lahko sred zime ješ vrtne jagode? Ustvarili smo umetne pogoje, zato da imamo vse. Ne? Ampak to, kar imamo, je umetno, ni naravno, ni pristno. Ne? Zdaj, mi kristjani govorimo o pristnosti, govorimo o izviru in tako naprej. Ne? Ampak svet okrog nas te pristnosti ne vidi, ker je ne prepozna, ker je paradajz, še zmeraj je paradajz. Ali z Mercatorja ali pa z domačega vrta. To še zmeraj je paradajz, nimamo druge besede. Dobro, reče se kaj, so že gensko spremenili, ampak to so druge stvari. Ne? Pšanc je še zmeraj pšanc. Bio, bio. Evo, bio, eko, to. Ampak zato je treba, to je dražje, seveda, ne? To je dražje, subvencij, z druge strani. Naš problem je to, da živimo to navidezno resničnost. Ne prepoznamo prave resničnosti. Ne tako kot prav Chris West v tisti knjigi, ne, namesto da bi bili na svadbi, jemo iz smetnaka. Ne?
Se pravi, ti, če bi bil zelo željen, ne bi prepešačil do izvira, ampak bi bil tukaj. Ne? Zdaj, hvala Bogu, imaš toliko časa, se lahko sedeš v avto, se odpelješ tam in piješ iz izvira. Ne? Se pravi, rabaš nek čas, rabaš investirati v pot in tako naprej. Moš nekaj narediti, zato da priješ do izvira. Nam ljudem se ne da hoditi več do izvira. Ne? Voda je voda. Ali ta v flaške, ali ta spod pipe, ali pa voda je voda. Poleg tega vsako vodo lahko spremenimo. Ne, vzameš flašo, pa ne vem, v pravo smer vrtiš, ne, in se ne vem, to sem enega televizor, kakor naredi spet iz vodo z pipe, spremeni izbiti pravo vodo, s ne sam da flašo nekaj drugače suče. Jaz ne vem, no, kaj so to za njih triki. Ne. Jaz to nekako ne kupam tega, no, mislim. Ne. To je naš problem. In zdaj, kako ljudi pripričati to, ne vem, težko, ni šanse. Zdaj, to je tako, kot bi jaz hodil naokrog, pa ljudi učil o ne vem, zdravem življenju, zdravi prehrani. Mislim, tako kot sem, bi težko bil kredibilen, da bi govoril o tem, kako se treba pravilno gibati, prehranjevati in tako naprej. Ne, ljudje bi si rekli, ja, lepo govoriš, ampak zakaj pa ti tega ne delaš? Ne? In nekako tako mislim, da je tudi naš problem. Ne? Ljudje ne bodo verjeli, samo če bodo videli, da to funkcionira. Ne? Da to tudi sam živiš, oziroma da to ima neke rezultate. Ne? To je edini način. Samo govoriti o tem ni zadosti, sploh če ne izgledaš kredibilno. Ne? Jaz bi res težko govoril o tem, čeprav ne, opustno. Ja, tako, zdaj kako to narediti, recimo, mene včas sprašajo, ste kakšnega kolega že spreobrnil? Ne vem. Tudi ne štardam to, da bi jih spreobračal, ne. Jaz mislim, da to itak Bog mora narediti. Jaz sam tam sem zato, da govorim, kaj je eko, pa kaj je bio, ne. In zdaj, če oni to kupijo, če to vzamejo prav, ne, ampak to je njihova investicija, oni to morajo. Ja, recimo, so vzemlje, čeprav, no, to pustimo, ta so, najdovič, ne. Eni prav, da moramo stati zato z tega, ker sem sol tam za une. Ja, ne vem, vse se stvari malo razlikujejo, ne. Zdaj, pijanca ne boš ozdravil tako, da boš z njim hodil pit naokrog, ne, pa mu govoril, lepo, da smo pa pijana. Tole ni fajn za naja, veš, če se takole pijana. Ne boš, ne. Jaz tudi ne bom svojih kolegov spregovoril s tem, da bom igral take bedarije, kad jih igramo, ne. Hoče reči, ne moram pač ustrajati tam zato, da bom igral te, ja, prav nebuloze, no? Ne? Moram biti stran in od tam govoriti tole ni prav, se mi zdi, no? Vsaj tako razmišljam, ne? Čeprav po strani, ja, še tebe bom potem zgubili, sem rekel, jaz sem rekel, tam imeli niste, ne? Ampak, no.